Prihajamo iz osnovne šole Simona Jenka iz Kranja. Ti so učenci, ki so izbrali predmet sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja v devetletki, tako da se zdaj srečujemo na 14 dni, 7. in 8. uro in delamo stvari. Ta projekt Kuhna pa to, pa smo zdaj le malo na lovorikah prejšnjih, kajti 9. razredi so šli in smo tekmovali v letu 14-15, 15-16, torej 2 leti intenzivno na tem projektu Kuhna pa to. Zakaj smo se na tem kuharskem tekmovanju prijavili? Zaradi tega nam je bilo všeč, da kulturno dediščino ohranja, kulturno dediščino Kranja in okolice, torej naše šole. Kajti mi imamo še 4 podružnice, to so Trstenik, Goriče, Primskovo pa Center, torej pri Prešernovem gaju. Res največja šola tukaj v mestni občini Kranj in všeč nam je bilo, da smo iskali, da smo raziskovali jedi, ki so bile v preteklosti prav na tem področju. V naši gospodinjski učilnici smo sveže pripravili jenkove nageljčke. To je v bistvu kvašeno testo, osnovno kvašeno testo z kranjsko klobaso, kajti kranjska klobasa je naša, je arvajeva in je v bistvu tudi sveže narejen in pečeno v mafinih. Torej malo smo z sodobnostjo povezali vso to našo kulturno dediščino. Druge so pa Prešernove fige, torej mesto Kranj, Prešernovo mesto. Niso čokoladne, tako kot jih poznamo, ampak so ravno tako iz mlečnega testa. Drugo, kar je bilo pa za nas zanimivo, ko smo začeli to raziskovati, pa je, da smo začeli iskati lokalne dobavitelje. In smo se povezali z lokalnimi dobavitelji, torej kmeti v okolici naše šole in smo delali iz domačih sestavin. Tako da danes smo delali, danes zjutraj smo šli po mleko domače, smo šli po domače moko v praše in v bistvu vse to so nam donirali. Ti otroci so se danes naučili to, zato ker mi tradicijo tega, kar smo nekje, da smo zmagali, v bistvu prenašamo na te rodove, kajti to so novi, torej 7. razred, to so na novo, prihajajo na sodobno pripravo hrane in vsake bomo še naučili vsaj teh 2 receptov. In jih tudi poizkusili v šoli so tudi naši degustatorji, drugi učenci, učitelji, tako da v bistvu nam je všeč kulturna dediščina tega področja.